ker smo pa med božično osemdnevnico, pa najprej zapojmo še povabilo, pa lahko pojete zraven, tako sedaj, kot poznaje med darovanjem in ob koncu svete maše. Vsemogočni Bog še vedno nas drži jarem greha v stari sužnosti. Željno pričakujemo rešenja, naj nas svojim novim rojstvom osvobodi tvoj sin, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. Resnično, pridejo dnevi, govori Gospod, ko obudim Davidu pravično mladiko. Kralj bo in bo modro vladal, prav in pravično bo delal v deželi. V njegovih dneh bo Juda rešen in Izrael bo na varnem prebival. To mu je ime, s katerim ga bodo imenovali. Gospod, naša pravičnost. Zato glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko se ne poreče več, kakor resnično živi Gospod, ki je izpeljal Izraelce iz egiptovske dežele. Ampak, kakor resnično živi Gospod, ki je potomce Izraelove hiše izpeljal iz severne dežele in iz vseh dežel, kamor sem jih razkropil in jih pripeljal, da bodo spet prebivali v svoji deželi. To je Božja beseda. Bogu hvala. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. O Bog, daj kralju, da bo sodil in kraljevemu sinu svojo pravičnost, naj pravično vlada tvoje ljudstvo in tvoje ponižne po pravici. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. Rešil bo ubožca, ki kliče k njemu, in bednega, ki nima pomočnika. Usmilil se bo slabotnega siromaka, rešil bo življenje ubogih. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. Hvalim bodi Gospod Bog, ki edini dela čudeže. Hvaljeno bodi njegovo ime vekomaj, njegove slave bodi polna vsa zemlja. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. Aleluja, aleluja, aleluja. Voditelj Izraelove hiše, ki si Mojzesu na Sinaju dal zapovedi, pridi in nas s povzdignjeno roko reši. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako, ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od svetega duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije, kar je namreč spočela je od svetega duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to se je pa zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnji evangeljski odlomek je eden od redkih, ki nam spregovorijo o svetem Jožefu. O njegovem življenju ne vemo veliko. Evangeljski odlomek danes pravi, da je bil Jožef pravičen. Pravičnost pomeni v svetopisemski govorici popolnost ali svetost. Torej na najbolj možen način je bil sveti Jožef povezan z Bogom. In vendar se tudi on znajde v preizkušnji, iz katere ne vidi izhoda.
Bog poseže vmes, tako kot je Mariji angel napovedal, kaj se bo zgodilo, tudi Jožef dobi navdih. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, tako pravi angel. In Jožef to stori, brez besed, brez ugovorov, brez pomislekov, vprašanj, pojasnjevanja. Jožef namreč ni mož besed, ampak je mož dejanj. V vseh evangelijih nimamo zapisane nobene njegove besede, so pa zato tako močnejša njegova dejanja. Jožef je zvest besedi Božjega poslanca, izpolni Božjo voljo. Če o njem nimamo veliko napisanega v Svetem pismu, pa lahko najbrž marsikatero njegovo držo, lastnost vidimo utelešeno v Jezusu, ki je ob njem rasel, živel, se učil vrsto let. Jezusa lahko gledamo kot sad Jožefove vzgoje, zato nam da lepo pričevanje o Jožefu, pravičnemu možu. Zato zgled svetega Jožefa v današnji Božji besedi je lahko za nas povabilo, da z zvestobo, s preprostostjo, skromnostjo izpolnjujemo nalogo, ki nam jo je Bog zaupal. Boga lahko prosimo tudi po priprošnji svetega Jožefa, da nam pomaga z zaupanjem in ljubeznijo uresničevati njegovo voljo ter tako sodelovati pri Božjem načrtu odrešenja.
O Bog naš Oče, v Tvojem svetišču naj prejmemo Tvoje usmiljenje. V živi veri in pobožnosti naj se pripravljamo na božične praznike, ki so začetek odrešenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.